Zmago, živijo, dobrodošel na kavi. Z veseljem. Si v redu? Odlično. No, to je dober znak, ne? Človek, ki je v parlamentu, mora biti v redu. Ja, je pa veliko takih not, ki niso v redu, tako in tako. Kaj to zdaj, to je bilo malo čudno, kar si zdaj rekel. Ja. Recimo eni zaradi... Ampak sva kavo dobila, vidiš, to pa tudi nekaj zdaj pomeni. Tako, evo, da mi ni treba odgovoriti, ne? Ampak bom vseeno odgovoril. Hvala lepa za kavo. No, super, evo, še gospod bo... Evo nas. Dobrodošli v restavraciji Divino in prijetni klepet od kave. Hvala lepa, hvala. Ja, skratka, eni so bi rekel, na enem mentalnem nivoju malo čudni, eni so pa tudi na kakšnem, recimo, spolnem nivoju malo čudni. Skratka, zmeri več je teh čudnih v parlamentu, nivo parlamentarnega dela. To moramo zdaj razčistiti. Ja, kaj zdaj to? Mentalnem nivoju, spolnem nivoju, kaj? No, na mentalnem nivoju se ve, ne, da je... Mislim, to, da ni uravnovešeno, da ni dovolj žensk, da ni dovolj moških, ali kako? Ni dovolj žensk, to je jasno, ne, sicer jaz nisem za te ženske kvote, ker jaz mislim, da pomembno je kvaliteta dela, ne pa spol, ne. Sicer pa zdaj pri spolih tudi teli tako imenovani levičari ne vejo več, kaj je to prav spol, ne. Zdaj bi hodil že en tretji spol, pa še četrti spol, pa kar zagovarjajo to, ne. Včasih je se spomnim, v tistih jugoslovanskih časih se je vedel, dec je dec, baba je baba, ne. Pa nič slabšalno ne mislim, ampak je bilo normalno, ne. Zdaj pa ne veš, kaj je. Eden ves mehak pride tam noter, pa ga vprašaš, kva pa si, on je pa tretji spol, ne, ali pa že četrti spol. To so neki trans, nad, ultra, supra, ne vem kakšni seksualci. To je vse skupaj ena totalno sesutje normalne človeške družbe. Ampak gledaj, je to modna muha, je to nabiranje političnih točk, je to trend, ki mu je treba slediti, ker pač se svet gre v to smer, ali Evropa gre v to smer? Ja, Evropa je gnila, ne? Evropa je šla v totalno dekadenco in je nekaj takega kot v času Rimskega cesarstva, ko so šli v zahodnem delu Rimskega cesarstva, ki so šli v dekadenco, v enako stanje, kot je zdaj v Evropi, so propadli. Vzhodni del Rimskega cesarstva je še tavžent let ustrajal in jaz mislim, da naša prihodnost normalnih življenjskih odnosov in pa normalnih spolnih odnosov in pa normalnih družinskih odnosov je na vzhodni strani. Rusija, Višegrajska skupina, Madžarska, zdaj se tudi priključujejo Avstrijci, ki vidijo, da tam v Evropi vse skupaj jajc in tam bomo morali mi poiskati svoje, nazaj vzpostaviti svoje korenine. Kaj se je spremenilo s tvojim prihodom v parlament? Parlament je začel drugače dihati, ne. Mi smo vnesli en svež veter, ki ga prej ni bilo, ne. Prej je bil parlament tako nekako, eno tako močvirje. So se prerivali gor pa dol, ampak ni bilo, bi rekel, ni bilo soka, ne. Mogoče se malo hvalim, ampak dejstvo je, da vsaj drugi tako pravijo, da smo prinesli en svež veter, da se tudi humor se sliši zdaj v parlamentu, tudi kakšna zajebancija se sliši v parlamentu, prej tega ni bilo, ne, in sicer proti temu se najbolj bori levica, ne, karkoli rečeš je takoj žalitev, pa sovražni govor, pa seksizem, pa rasizem, ampak noben pa ne reče, da ena od vodilnih članic tele levice v bistvu po računalniku govori svojo mrtvo materjo in ko so jo vprašali, kako je do tega prišlo, je rekla, da je to povedal, kako ne dela en mrtev atomski fizik, ne. No, to veš, kakšen je pol nivo, ne. Pa glej, zdaj, kje smo pravzaprav, kje ta Slovenija je, smo pozicionirani, kaj je s to našo identiteto, vsi se sprašujemo, a sploh Slovenija še, mislim, mnogi se sprašujejo, ali pa se sprašujemo, a sploh Slovenija je.
Ja, Slovenija zgublja svojo identiteto. Vse pogledamo, recimo Radio Aktual, recimo, sama hrvaška muzika. Niti ene, mislim, ne vem, jaz kadar poslušam, grem hiter mem, ampak jaz nikoli ne ujamem slovenskega komada tam gor. Sama Hrvatija. Potem, če pogledamo, kako se naši določeni politični veljaki klanjajo Hrvatom, kako jim lezajo v rit, kako jim dopuščajo zadeve. Recimo, če vzamemo ta primer arbitraže, arbitražni sporazum o arbitraži je bila dobra osnova, da bi mi lahko Hrvate postavili tja, kamor sodijo in bi lahko nazaj dobili tisto, kar je bilo vedno naše. Ampak se imamo še čas. Ja, imamo čas, ampak šele se bom razložil. Ja. Mi smo potem na osnovi tistega, kjer je noter že zapisano, po ameriških načelih je napisano tisto, da noben akt, pravni akt, ki je bil po 25.6. nima nobene veljave. Hrvaška je nastala 8.10. in Hrvaška sploh ne more biti stranka v postopku. To je prva zadeva. To so naši pravniki šli kar mimo. Zato po mojem mnenju je tudi kakšen denar dobil v žep. Konec koncev eden od velikih pravnikov ima vilo v Opatiji, ne? Pa odspod jahto, pa tako naprej. Ne? No in mi bi lahko tudi na osnovi tega, ker smo zahtevali arbitražo, bi morali v memorandum zapisati zgodovinska dejstva. Je bilo pripravljeno, pa so jih morali ven vreči. In tistih zgodovinskih najbolj relevantnih dejstev ni noter. Je pa zanimivo, to je pripravljal Cerar, v Cerarjevi vladi se je pripravljalo v času, ne? In pa memorandum, pa če se ne motim, je bi šel v Haag s podpisom Janeza Janše. Zdaj, Hrvatje so odstopili, da tega ne bojo spoštovali, kar je logično. Ampak mi bi morali ravno takoj izstopiti, tudi mi, in bi na ta način bili zopet na začetku. Potem pa bi morali mi dati pravna, relevantna, zgodovinska in mednarodno pravna dejstva na mizo in bi zmagali. Ni drugače, zmagali bi, ampak tega eni nočejo. In kaj se gre zdaj Cerar? Se gre zdaj ene variante in še toži Hrvaško, da bomo še tam zgubili. Mislim, dobili bomo po piskru, kajti Hrvatje so zlobirali vse skupaj in oni znajo lobirati, znajo podkupovati, oni za državo lažejo, kradejo, golfajo, ponarejajo. To je, če delaš za državo. Naši pa nastavljajo rit, nastavljajo lice, da jih dobijo z ene strani, pa še z druge strani, pa mislijo, da bojo zaradi tega kaj dobili. Nič ne bojo dobili. Dobili bomo po glavi in Slovenija konstantno izgublja na mednarodnem področju. Nič več ne valjamo in tudi, bi rekel, teritorijalno izgubljamo. Mi smo izgubili skoraj 2/3 svojega ozemlja. Okay, ampak je to namen? Je to nekje tako zapisano? Nekdo to dirigira v ozadju, da to tako mora biti? Ja, jaz mislim, da to so eni dogovori s Hrvati. Hrvati nekatere naše politike držijo za jajca in jih fajn stiskajo in morajo delati njim v korist. Jaz se bojim, da tista zadeva, ki je do leta 1994 bila živa, o konfederaciji Slovenije in Hrvaške, da še zmeri nekje v ozadju tli. Zdi se čudno, zakaj ne bi če bi slovenska politika bila enotna, če bi nastopila enotno, Ja. V tem primeru bi največ morala, ker gre tukaj za Ja, ampak slovenska nacionalni politika, interes. nedvomno, samo eni gledajo na nacionalne interese drugače. A ni to v ustavi zapisano, da je to nacionalna država oziroma Ja, druga, ja. a ni to druga... Ja, seveda je, ne. Ja. Tukaj je slovenski narod, samo pri tem slovenskemu narodu izmeri več je Maročanov, pa Sircev, pa Albancev, predvsem Šiptarjev je toliko, da je noro, določena področja ne govorijo več slovensko. Tam po Štajerskem kupujejo cele vasi pravzaprav, ne, ker propadajo vasi, pa se kar naselijo noter. Cerar jim je naredil to, da so se začeli naseljevati, da lahko pridejo tja, dobijo delovno vizo za prebivanje in potem po tej evropski direktivi, kretenski, mi imajo pravico pripeljati svoje najbližje in pol pripeljajo najprej
prvo ženo, pa 7 otrok, pa drugo ženo, pa 3 otroke, pa tretjo ženo, pa 2 otroka, pa staro mamo, pa strica od tetke, pa tetko od strica in ne vem koga vse. In se to enostavno množi, ne hodijo v šolo in na socialni službi imamo 870 takih otrok, ki dobivajo socialno podporo, pa sploh ne hodijo pri nas v šolo, ne. Skratka, grozljivo je to, kar se dogaja in nič ne naredijo na tem področju. Mi smo poskušali zdaj, moram tudi Šarčeva vlada je poskušala zdaj, da bi saj pri socialnih teh podporah, ki jih nekateri dobivajo nepravično, ker ne delajo, ker nočejo delati, da bi tukaj malo zabremzali. Pa je Levica, pa SD. Bivši komunisti so rekli ne, ker mislijo, da imajo tam svoj bazen za naslednje volitve. To je protislovensko delovanje in v eni normalni državi se tako protidržavno delovanje kaznuje, pri nas pa nič. Se pravi, situacija ni rožnata. Ne, ni. Daleč od tega. Daleč od tega. No, bomo videli, če se bo dal kaj popraviti. Zmago, predlagam, da popijeva malo kave in pol greva naprej z njega pogovor. Tako je. Kjer zlato-rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline, okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro, je pocejni, je domače, a je naše. Marketi Fama od Trente do Kopra. Božiček in dedek, mraz sta prišla, v hišo daril sta namenjena. V hiši daril, darila so vsa, v hiši daril so darila doma. Zmago, če se še malo dotakneva migrantov. Ja. No, kar takoj bomo... Ne govori se veliko o tem. Ne, skriva se. Zakaj se skriva? To me zanima. Zaradi tega, ker ljudje bi morali vedeti, kakšne svinarije se dogajajo. Tamle v unem domu na Viču je bilo zdaj v zadnjem času, mislim, da 23 pretepov, napadov z nožem, medsebojnih obračunavanj in tako naprej. Prodajajo se droge, vse živo se dogaja tam. Potem tale, ki je napadel unga dol na Primorskem, ki mu je hotel vrat prerezati, pa potem še policaja napadel, je dobil 6 let zapora. Pa a je tožilka nora? To je glih zdaj bilo, meni se zdi. To je svinarija, kar se dogaja. En naš človek je dolžen enemu, ne vem koga, 200 evrov, dobi pa 7 let zapora. Pa jebem ti, kakšna država smo. Potem vzanč, nedolgo nazaj, par dni nazaj, se je v Ljubljani eden drl Allah je velik v arabščini in norel tamle pred parlamentom, tako da so ga komi obvladali. Ja, postajamo država, kjer se ta sodrga nabira in enkrat bo to udaril bolj. Udar bo predvsem tako, da se bo zvedel, koliko je dejanskih žrtev, koliko je dejansko ugrabljenih, koliko je posiljenih in tako naprej. Verjetno je znana, koliko teh ljudi pride dnevno v Slovenijo. Ja, letos je samo ilegalnih migrantov bilo preko 14 000. Preko 14 000, kar pomeni, te so dobili. Kar pomeni, da jih je vsaj 3-krat toliko šlo mimo. To se pravi, jih je šlo enih 40-50 tisoč kar tako mimo. Ne? Čez Slovenijo. Čez Slovenijo. Ne?
Tam gre Avstrija, Nemčija. Ja, hvala Bogu, da grejo ven, ampak hudič je to, da tamle v Bosni že govorijo, da je njihova cilj je Slovenija, zato ker vejo, da Slovenija najbolj poskrbi. Bolj kot Avstrijci, bolj kot Nemci, Danci, vsi, bolj zaradi tega, ker mi jim damo, pride un sem, ilegalno pride čez mejo, na sredi Slovenije ga ujamejo, un se zadere azil, pa ga morajo policaji, kot medicinske sestre ga morajo peljati v zdravstveni dom, da ga pregledajo, če je zdrav, porihtajo, pospravijo, preoblečejo, mu dajo stanovanje, hrano, žepnino, vse. Ja, kakšna država smo mi, za svoje ljudi pa nimamo. Svinjarija. Namesto, da bi ga takoj, ki ga dobiš, lepo v Kopru bi morali zasidrati eno ogromno ladjo, staro, ne rabiš nove, in jih samo gor lifrat, pa zapeljati ladjo 1 kilometer do libijske obale, tako da smo noter že v njihovem morju, hvala lepa, tleh imate, adijo, pa gremo. Tako se bi morali narediti, ne? Ne, naši odpirajo in tlele naši levičarji, ja, pa jim je treba pomagati. Pa me zanima, če bi kdo od teh levičarjev kakšnega tega zamorca ali pa Arabca vzel na stanovanje. Ne, jaz bi objavil vse naslove teh, ki zagovarjajo to babriko, evo, in bi po internetu, vse mogoče ne bilo slabo na YouTube dati vse naslove teh naših slovenskih kljubcev, pa reče, tlele pejte, oglasite se, oni vas zagovarjajo, verjetno vam bojo dali še stanovanje, pa hrano, pa še svojo ženo, pa hčerko. Ampak tudi tukaj mora biti najbrž neko ozadje. Je ozadje, tukaj Evropa, ni kar tako. Ja, Evropa to zahteva, naši pa se takoj uklonejo. Namesto, da bi naredili tako kot Orban. Orban je dec, on je vladar svoje države in skrbi za Madžare. In edino, kar je prav naredil, je tudi to, da je tiste Sorošovo univerzo ven vrgel. Soros, eden od največjih svetovnih škodljivcev, ki mu je v načrtu uničiti evropsko kulturno dediščino in nasploh evropsko kulturo. To on dela z namenom, ki se misli, še malo pa bom škripnil, ampak jih bom pa zajebal, ker mene ne bo več tukaj. Mislim, to je perverzno. Ampak kaj misliš, zakaj sama Evropa hoče uničiti svojo kulturo? Zato, ker današnja Evropa temelji na pederastiji, pedofiliji, deviantnosti, spolni, popolni deviantnosti in pa pomanjkanju razuma, pameti in vsega skupaj. Vse se vidi, se tudi pri nas gremo po tej poti. Ukinili so služenje vojnega roka. Zanimivo, da mislim, da je Janša to ukinil, ne? In kaj imamo danes od naše mladine? Konstantno drkajo telefone, noben pa ne kausa več, ne? In pol koga, ja, fantek pa skupaj, pa se treplata po ritkah in to je pravilno. Če pa rečeš kakšni punci, mater dober zgledaš, to je pa spolni napad na njo in tako naprej. Mislim, debilno. Skozi gleda, ja. Ne, ja, tako zgleda vse skupaj, ne? Ja. Mislim, noro. Ali pa če rečeš črncu črnc, kaj če črnc je črnc, joj, to je pa rasistično. Ali pa zanimivo pri ženskah, najbolj pravijo, da je seksistično tisto, če kakšni lepi rečeš, da je lepa, ker zraven je pa ena grda in pol una grda ponori. To je seksistično, nimaš pravice nje reči lepa. Ja, jasno, zato, ker pomoč reči, ti si pa grda, ne? Ampak se o Črncu je že Prešeren govoril, Črnozamorc, mimo pride, Varko ustavi, vpraša, lepe vidi. Tako je, ampak to bojo zdaj naši, ker najraž bi prepovedali, ne? Ja. Ker se tudi besede zamorc ne vejo, kaj pomeni. Zamorc, ja. Zamorc pomeni izza morja, lahko je tudi bel, zato pa je Prešeren napisal črn zamorc. Črnozamorc, tako je. Ker lahko bi prišel bel zamorc, recimo iz Amerike bi prišel en belc, bi bil glih tako zamorc, ker je izza morja. Tega naši ne poznajo slovenske literature, ne poznajo slovenskega jezika in mislim, meni gre na kozlanje, ko poslušam, si na televiziji slišiš, vlak se je iztiril, pa porka mizerija, ne? Ali pa oljčno olje, ne? Pa mislim, primitivizmi totalni, nepoznavanje jezika, nepoznavanje sintakse slovenskega jezika. Ampak moram reči, da tudi tamle na SAZU-ju, na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, imajo nek inštitut za slovenski jezik tega Ramovša. Že v samem nazivu je narobe, ne? A ima Ramovš svoj jezik, slovenski jezik Ramovša. Ja.
Nima, ne? Pa še ena črka se je prikradla v slovenščino zmagom. L. Ja, Ni več L, globalni L. Ja, in to Olep. zdaj. Ja, in tega je zmeri več, ne? Ja. Zmeri več, ampak zdaj to je tudi narobe v šolah. Šole naše so po večini poden, učijo jih samo neke spolne strpnosti, pa da je LGBT prejazno. Koga imaš ti v šoli učiti otroke, kako se pedri dajejo, ne? Saj to je osmo čudo sveta, ne, so pedri. Namreč vedno več jih je, ampak se ne morejo razmnoževati. Zmago, če se še malo lahko dotaknemo tvojega privat življenja, situacija. Ja, Če te smemo vprašati, ne? ja, seveda, zakaj pa ne. Ja, tako, življenje gre naprej, zgodilo se je, kar se je zgodilo. Zdaj, Veliko se piše, govori o tem, mediji so polni te tvoje privat zgodbe. ja, seveda, ampak je pač tako. Ja. Zdaj čakam, da mi sodišče dosodi, da dobim tisto darilo nazaj, kar je po zakonu, da dokončam hišo na morju, ker je tudi samo moja. Potem se bom sčasoma preselil dol na morje, ne? In seveda za menoj vse, kar imam jaz, bom prepustil punčkama. To sploh ni nobeno vprašanje. Jaz ne dovolim, da bi nekdo drug, recimo ljubimec od moje bivše žene, ali pa kako se že temu reče, ne? Se še nisva ločena, ampak obova, da bi on potem vse to imel za sebe, ker kot so mi povedali, je načrt ta, da bi on prepričal Moniko, češ dejva mu to vzeti, pa dej na mojo firmo, zato da bo na varnem. Potem, ko bi bilo pa to na varnem, bi pa rekel, Monika, hvala lepa, ti si prestara za mene, jaz sem eno mlado vzel, ti pa spokaj. Pa punčke ne bi ničesar imele. Tako da se ne damo. Povej mi, kaj počneš, ko nisi Zmago Jelinčič, tistega, ki ga poznamo iz politike, iz medijskega življenja. Kaj te razveseljuje v življenju? Ja. Malo urejam tiste svoje zbirke, ki jih imam, ne, zdaj. Tega je veliko, pa to je en drug svet, ne. Čist drugačen svet, pol še malo knjige berem, pa zvečer imam pa dva prijatelja, ne, Dr. Bull pa Mentalist. Odlično. Imaš kakšen poseben hobi, razen tega, vem, da si zbiratelj, da imaš teh stvari ogromno. Je še kakšna druga zadeva, ki jo morda ne vemo? Kaj pa vem, ne. Klasično glasbo rad poslušam, ne. Te, ki jaz urejam te svoje zadeve, si vedno dam klasično glasbo. Pa ne, da bi menjaval, ampak je na televiziji je tam okrog 517 nekaj takega. Na tem kanalu je klasična glasba. Super zadeva. In prav užitek je to. Drugač pa kaj? Gremo tudi malo naokrog, ne. Malo med ljudi, kakor se temu reče, med volivce. Spijem kakšen glaš, pojem kakšno krvavico, pa kakšno pečenico, ne, pa Matevž zraven, pa zele. Zdaj počasi že malo začenja spet nekakva kampanja za naslednje volitve, oziroma se je pravzaprav... Kampanja je ves čas, ne. Ja. Kampanja je ves čas, ne moreš zdaj reči, da pa 2 leta ali pa 3 leta ne bom nič delal, to ne gre, ne. Moraš delati. Moram reči, smo naredili kar nekaj zadev. Zdaj Ormoško cesto se bo delalo, ne, to je naša zadeva. Potem dobili smo denar za revitalizacijo, no, do neke mere vsaj tele kartuzije v Žičah, ne. To je bil največji skriptorij v Evropi v tistem času. To je bila ena od najbolj pomembnih kartuzij v Evropi, to se pravi na svetu, ne. In žalostno je, da to propada, ne. In slovenska kulturna dediščina, ki tle se točno vidi, kako smo mi vpeti v evropsko kulturno dediščino. Ne samo, da smo vpeti, mi smo špica evropske kulturne dediščine. Ja, seveda. Karantanska ustava,
Madonna Santa. Potem pa vzanč berem en klukec v Mladini napisal, ja, Karantanija je bila to ena taka dežela, kakor jih je bilo polhen. Ja. Debil. In to je baje celo nek profesor. Pa ja, zabruhat. Brez ponosa, nič. Nemci govorijo o Nibelungih, a imajo kakšen fotografijo, kakšnega njihovega boga s podpisom ali koga. Ja. Enako, mi pa imamo dokumente o tem. Ne? Ali pa Angleži zdaj raziskujejo, kdo je bil ta kralj Artur. Ja, seveda, raziskujejo, iščejo, da bi dokazali tisto celemu svetu poznano legendo, a ne da? Definitivno. Mi pa imamo dejanska stanja, dejstva in tako naprej. Ali pa to, pa nas se ne ve, da je bila Ljubljana kot Emona ustanovljena 200 let prej kot Rim, ko je šel Jazon tle čez. Cel svet govori o tem, da je šel Jazon tukaj čez, pa nas pa pravijo, ja, veste, ja, ni dokazom, ne? Sem rekel, ja, seveda, takrat še ni bilo kamer pa fotoaparatov, da bi se Jazon slikal z glavo od zmaja ali koga, mislim. To je ta naša slovenska posranost, ki jo najdemo v teh vodilnih strukturah, kakor hočeš. Še posebej pa v teh tako imenovanih akademskih sferah, ki imajo celo vrsto nazivov, profesor, doktor, magister, 3-kratni doktor, 4-kratni doktor, ampak v glavi pa hudičevo malo, ampak vse pa v tisti smeri, kot je dovoljena oziroma zaukazana. Hvala, ker si prišel na kavo. Z veseljem. Bodi lepo in srečno. Hvala lepa.